Otroke s težkimi zgodbami, take, ki so doma doživljali nasilje ali pa so bili tako ali pa drugače zanemarjeni, v svoj topel dom pogosto sprejmejo rejnice in rejniki. Ampak njihovo delo niti slučajno ni lahko. To so otroci, ki prihajajo s travmami, to so otroci, ki so ranjeni, to so otroci, ki so izgubili zaupanje v odrasle osebe. Zelo težko je z njimi zgraditi zaupen odnos, ampak ravno to je tisto, kar rejnice počnejo vsak dan. Danes smo se v Murski Soboti dobili z najrejnico leta 2024, gospo Aleksandro. Ampak takih oseb, kot je Aleksandra, je vsako leto manj. Zato smo v tem mandatu sprejeli zakonodajo, ki je bistveno izboljšala položaj rejnikov. Boljše bojo plačani, dobili bojo več povrnjenih stroškov, vključeni bojo tudi v nove storitve, kot je recimo supervizija in pa brezplačna pravna pomoč. Za svoje delo pa bojo zdaj vsi rejniki prejeli tudi plačane prispevke za pokojnine. Danes so nam socialne delavke rekle, če koga zanima delo rejnika, naj se oglasi na Centru za socialno delo. Tako da ponavljam njihov poziv, če bi kdorkoli rad postal rejnik, naj se zglasi na Centru za socialno delo, kjer bo pridobil vse potrebne informacije.